jaz pa ne. Nedeljo si le to želim, da se do sitega naspim. Kako sva si različna. O, jaz pa ne. Pozitiv sta sama, tole noče z nama, pa želiva isto si oba. Ni mar mi Balzak ne standard, jaz sem le na kriminal. Kako sva si različna. Jaz pa ne. Jaz napravi name vtis, a od baleta le striptiz. Kako sva si različna. Pozitiv sta sama, tole noče z nama, pa želiva isto si oba. Jaz pa ne. Če punčka blond je ali brinet, čarov njenih sem prevzet. Kako sva si različna. Je že tako, kako sva si različna. Katja, Rudi, hvala. Prosim ministra za obrambo, gospoda Marjana Šarca, za uvodni nagovor in predstavitev. Lepo pozdravljeni. Po enem letu se spet srečamo na tej novinarski konferenci pred velikim dogodkom, ki se bo letos odvil v dvorani Tabor v Mariboru. Lani smo praznik Slovenske vojske, dan Slovenske vojske obeležili v Ljubljani, letos pa v Mariboru. Razlogov za to je več. Prvi razlog je, da letos praznujemo Maistrovo leto, ki ga je vlada razglasila na predlog Ministrstva za obrambo. Rudolf Maister je bil pomemben ne samo za Maribor, ampak za celotno Slovenijo. In Rudolf Maister ima zasluge za to, da sploh Maribor je v Sloveniji in da imamo danes tudi lahko svojo državo, ker lahko je tudi ne bi imeli, če ne bi imeli vsega tega ozemlja. Potem drugi razlog je, da tam domuje 72. brigada, ki je nenazadnje tudi v lanskem letu se izjemno izkazala, tudi ob naravnih nesrečah, praktično celo leto je bila aktivna in severovzhodni del Slovenije je seveda tudi znan po tem, da največ pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. In zato smo letos seveda se odločili, da to praznovanje pripravimo v Mariboru. Maribor je drugo slovensko mesto, drugo največje slovensko mesto in ravno s tem, ko bomo cel dan priča dogajanju, ko bomo cel dan priča proslavljanju Dneva Slovenske vojske, in potem na sam predvečer ob 18. uri bomo ta dan obeležili z velikim koncertom Orkestra Slovenske vojske oziroma Big Banda Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudija Strnada. Tole, kar gledate danes, je samo malo za pokušino. Bo Maribor resnično dobil, vsaj
ta dan tisto, kar si zasluži, in s tem želimo pokazati, da je Maribor za nas tudi izjemno pomembno mesto. Dogajanje bo pestro, možno bo skozi cel dan spoznavati prvine vojaškega delovanja, se pravi vse, kar Slovenska vojska premore in vse, kar Slovenska vojska, s čimer se ukvarja. Potem pa zvečer, kot rečeno, bo pa prireditev in zagotovo tisti, ki se je bo udeležil, mu ne bo žal, kajti že lani smo imeli velik uspeh tudi v Ljubljani, v Stožicah, in tudi letos seveda pričakujemo glasbeni spektakel za prave ljubitelje dobre slovenske glasbe, in Vlado Kreslin, potem Nina Pušlar, Leopold I in Tokac, in pa seveda še tudi eno glasbeno presenečenje, povezano seveda še posebej z Mariborom bo tam, tako da za prave ljubitelje glasbe bo poskrbljeno in zagotovo vsi vabljeni, da se v čim večjem številu dobimo v mariborski dvorani Tabor, in verjamem, da bo ta dan ostal še dolgo v nepozabnem spominu. Toliko mogoče za uvod, potem pa, če bo kakšno vprašanje, bom pa tudi na voljo. Hvala. Minister, hvala. Načelnik generalštaba, general podpolkovnik Glavaš, prosim, da predstavite, kako se bo Slovenska vojska v torek 14. maja predstavila javnosti v Mariboru. Dobro jutro oziroma dober dan vse skupaj tudi z naše strani oziroma z moje strani Slovenske vojske in mene osebno. Ja, kot je že minister omenil, letos se selimo iz lanskih Stožic v Maribor, v dvorano Tabor. Tisti, ki ste bili lani okrog Stožic, ste mogoče videli, kaj vse smo predstavili v tem dopoldanskem delu. Seveda, to bo podobno, bo isto v Mariboru. Skratka, zjutraj med 10. in 17. uro bomo skušali predstaviti vse tisto, kar Slovenska vojska danes premore, kar izvajamo. Govorimo o tehniki, govorimo o raznih dinamičnih nastopih naših vojakov in pripadnic in pripadnikov in seveda tudi možnosti zaposlovanja v Slovensko vojsko, možnosti šolanja. Skratka, bo en lep informativni dan, predvsem povezan z, kot sem rekel, delovanjem Slovenske vojske in možnosti zaposlitvijo v naših vrstah. V večernem delu je minister že omenil koncert. Jaz tukaj ta večerni del delim na dva dela. Seveda prvi del je ta uradna slovesnost ob dnevu slovenske, pred večerom dneva Slovenske vojske. Mi vemo, da je 15. maj tisti dan, ko praznujemo naš rojstni dan. Seveda v temu svečanemu delu bomo predstavili različne govorce, predsednica države, minister in jaz osebno, in seveda podelili najvišje priznanja in čine pripadnikom Slovenske vojske. In seveda večer je pa tisti z našimi glasbeniki, orkestrom Slovenske vojske in posebej v tem drugem delu Big Bangom Slovenske vojske. Mislim, da bo večer pričaran v najboljši luči z nastopajočimi, kot jih je minister omenil, tako da veselimo se druženja z vsemi vami, ki boste zraven nas, vabljeni, seveda presenečenja bodo, pa ne to ostane za vse tiste, ki boste prišli nas obiskat. Dobrodošli in vidimo se v dvorani Tabor v Mariboru. Hvala lepa. Načelnik, hvala. Rudi, sedaj pa tebe prosim, da nam predstaviš glasbeno poslastico, ki nam jo pripravljate. Bom kar na hiter, ker orkester ima zdaj vaje in tako za orkester imamo tudi mi vaje, tako da se nam mudi naprej vaditi. Se veselimo, mislim, da pravkar orkester vadi uverturo, slavnostno uverturo Utrip ponosa, ki je posebej napisana za to priložnost, opeva ljubezen do domovine, tovarištvo, pogum, sloga, moč in tako naprej. Big Band, pa kot je že minister povedal, Vlado Kreslin, večni otrok, včeraj smo ga imeli na vaji, skakal je po Helidonu
kot da prvič poje 1000 let, zelo vesel, zelo smo povezani in se veselimo. Vsi vemo, da je bila lansko leto letvica visoko postavljena z tem spektaklom, koncertom. Ne dvomim pa, da jo bomo letos z lahkoto preskočili. Torej, Kreslin, Nina Pušlar bo odpela glavne hite, Tokac, Leopold I, ob podpori tudi na koncu mešanega mladinskega zbora Konzervatorija Maribor in seveda Skrivni gost, o katerem bomo malce kasneje govorili, oziroma 14. Vsi se torej veselimo, pričakujte zopet spektakel, tista noč bo naša, ne, od vseh. Hvala. Hvala, Rudolf. Srce pod uniformo, srce za domovino. Uniforma ne predstavlja le poklica, ampak predstavlja srčnost našega poslanstva pri delu za domovino, za naše sodržavljane in sodržavljanke. V torek 14. maja ste vabljeni vsi, da se nam pridružite v Mariboru, da vam povemo, kaj je naše poslanstvo, da vam povemo, da je tudi vaš sosed vojak. Torej, vabljeni od 10. do 17. ure, da se nam pridružite pred dvorano in pa od 18. do okvirno 20-30. ure na slovesnosti s koncertom. Želim sam še poudariti ob tej priliki, da ima torkova prireditev v dvorani Tabor, na kateri bodo nastopili priznani glasbeniki ob družbi našega orkestra in big banda, ima simbolni dobrodelni pomen. S prispevkom 5 evrov, tako kot smo mi naša srca prispevali k poplavam, ko smo pomagali, bomo naša srca delili naprej in simbolni prispevek 5 evrov namenili pomoči vsem prizadetim v lanskoletnih poplavah. Vstopnice so na razpolago na Eventinovi spletni strani. Pred vprašanji na današnjo novinarsko temo pa bomo z glasbenimi ritmi, ki bodo napovedali noro noč, ki se bo zgodila 14. maja, zaključili tole našo kratko tiskovno konferenco. Rudi, prosim, naj bo ta noč moja. Tako smo govorili o srcih, ne, glasbeniki posedujemo en univerzalni ključ za odklepanje src, tako da ne dvomim, da bodo vsa srca v Mariboru odklenjena, tako da res vabljeni. Ta noč je moja in pijem vino, zdaj si ob meni, ljubim te. Ta noč je moja, ritmu pustiva, naj vzame, vem, da ljubiš me. Katja, Rudi, mala jazz zasedba, hvala.
Spoštovani novinarji, novinarke, predstavniki medijev, čas je za vprašanje na temo današnje novinarske konference. Izvolite. Kako ocenjujete trenutni ugled Slovenske vojske na Slovenci? Ja, ocenjujem trenutno stanje priznavanja Slovenske vojske kot naše vojske odlično. Pravzaprav zadnja raziskava javnega mnenja je pokazala, da je vojska na visokem 3. mestu, prvi so seveda gasilci, kar je že tradicionalno, potem civilna zaščita, na 3. mestu pa je že Slovenska vojska. To pomeni, da ljudje prepoznavajo Slovensko vojsko kot tisto silo, ki je ena izmed temeljev obrambno-varnostnega sistema in ki seveda poleg svoje osnovne naloge, ki je urjenje za boj, izvaja tudi druge naloge, ki jih pa mogoče ljudje včasih še bolj opazijo. In to je bilo lani v poplavah zelo izraženo. Slovenska vojska je opravila veliko delo, rešila je, jaz ne bi špekuliral o številki, koliko življenj je rešila v tistih prvih urah, ampak zagotovo bi mi šteli število žrtev čez 100, zagotovo, če ne bi bil tako hiter odziv, kot je bil tiste prve ure. In seveda zato Slovenke in Slovenci sprejemajo svojo vojsko. Moram pa pri tem povedati, da se je pa za vprašati tudi zadnjih 30 let, kako smo mi Slovensko vojsko umeščali v okolje, če tako rečem. Ne? Ker vemo, da je bila včasih politika takšna, da ni bilo zaželjeno, da se vojska vidi, da je prisotna v javnosti in tako naprej. Se pravi, so bile neke take težnje, zdaj pa se zadeve obračajo. Ne? Zadeve se obračajo in naš cilj je tudi, naš skupni cilj, da predvsem poleg prve naloge, ki je zagotovitev ustrezne opreme, druge naloge, ki je zagotovitev ustreznega kadra, je tretja naloga, ki je pravzaprav morda še najbolj pomembna, da mi naše pripadnice in pripadnike Slovenske vojske umestimo v slovensko družbo, da jih jemljemo kot del družbe, tako kot je povedala Nina Raduha, da je to naš sosed, da je to sestra, brat, da so to ljudje, ki prihajajo iz nas in seveda Slovenska vojska je tukaj za slovenske ljudi. Sej, drugače vojska nima nobenega smisla, če ne služi ljudem in to Slovenska vojska izvaja v polnosti in se tudi zaveda, komu služi, zakaj je tukaj in državljanke in državljani so lahko pomirjeni, da je nekdo, ki skrbi za njih in če se upam, da ne kmalu spet pojavi kakšna naravna nesreča, bo Slovenska vojska spet odigrala svojo vlogo in to v prvih minutah in urah in ljudje so lahko pomirjeni in zato ocenjujem, da je ugled Slovenske vojske v družbi danes zelo visok. Še kakšno vprašanje? Ja, torej pravzaprav, kar se tiče samih možnosti zaposlovanja in pridobivanja kadra, bo to zgolj ena izmed aktivnosti oziroma prireditev, ki sicer potekajo celo leto in ta dan Slovenske vojske bomo izkoristili za to, da bomo pokazali opremo in da bomo mladim tudi predstavili možnosti. Zadnjič smo imeli dve dobri prireditvi, eno v Kranju in eno na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer je prišlo nekaj tisoč mladih, tako da ta mit, kako mladih to ne zanima, smo ovrgli.
mladih je prišlo veliko, so se seznanili s tehniko, z možnostmi in mi jim bomo tam seveda tudi spet predstavili vse možnosti, predvsem kaj je bistveno. Bistveno je, da ni poklica, ki ga ne bi mogel upravljati v Slovenski vojski. Ni poklica, za katerega mi lahko rečemo, da tebe pa ne potrebujemo, ker upravljaš ta in ta poklic. Se pravi, od kuharja do operaterja drona, do letalca, da ne naštevam vseh možnosti, ker možnosti je res veliko. Zdaj nekaj ste si lahko, če greste na YouTube, lahko vidite, tam so nekaj pripravili atmosferci, en tak prispevek na mogoče malce tudi zabavnejši način in so pokazali tudi neke druge vidike, ker mi si stereotipno predstavljamo vojaka samo s puško v roki in kako se plazi po blatu. To je že zdavnaj presežen stereotip. In predvsem pa, kaj želimo tudi mladim vedno povedati, da mi ne ločujemo med obema spoloma. Slovenska vojska je odprta tudi za žensko populacijo in odstotek žensk, delež žensk v Slovenski vojski je med najvišjimi. In zato mi ne ločujemo ne po spolu, ne po kakšnih drugih kriterijih, ampak si želimo privabiti čim več mladih in za tiste mlade, ki se še iščejo, ki mogoče ne vedo, kaj bi izbrali, kaj je tisto pravo delo za njih v nadaljnjem življenju, je Slovenska vojska oziroma ponuja Slovenska vojska praktično vse odgovore. Ker v Slovenski vojski se resnično lahko zelo daleč pride, če si prizadeven, če imaš svoj cilj, če imaš vizijo in zato bomo to mladim, bomo ravno to na samem dogodku tudi povedali, kot to počnemo tudi sicer skozi celo leto. No, vemo, da dokumenti, se pravi resolucija in drugi dokumenti so opredelili, da potrebujemo 10.000 pripadnic in pripadnikov. Ta hip, zdaj številke se vsak dan tudi spreminjajo, mi seveda se soočamo z upokojitvami, potem tudi z novimi zaposlitvami, ampak mi smo že v letošnjem letu, mislim, da zaposlili 125 novih pripadnic in pripadnikov, potem pa vse skupaj s pogodbeno imamo že preko 900 pripadnic in pripadnikov pogodbene rezerve, tako da vse skupaj mislim, da smo, ne bom zdaj točne številke, ker se, kot pravim, vsak dan spreminja, ampak nekje na 7200 smo ta hip na tej številki, se pravi, številke se povečujejo in tudi v lanskem letu smo mi zaposlili preko 300, mislim, da 315 pripadnic in pripadnikov, kar je prvič po letu 2010, da smo presegli številko 300. Soočamo se s tako imenovano višjo silo, se pravi upokojitve, tam nimamo vpliva in to je kar, če ne bi bilo toliko upokojitev, seveda bi mi danes beležili tudi višje številke, ampak ne želim kakorkoli prejudicirati v tem letu naprej, ampak ta hip lahko rečem, da smo na dobri poti in da nekako smo lahko kar zadovoljni. Jaz nisem navajen govoriti o nekih superlativih, ker sem pač po naravi, me narava tepe, da sem velik realist, ampak pot je dobra, trendi so dobri in če bomo tako nadaljevali, se nam praktično ni bati za kader, tako da vse te aktivnosti in vse te spremembe, ki smo jih uvedli v teh 2 letih, dajejo rezultate. Se pravi, mi smo iz 4 mesecev, postopek
zaposlitve, od ideje do zaposlitve skrajšali iz 4 mesecev na 3 tedne. Pravi, je kar velik napredek. Potem tudi redno predstavljamo mladim vse možnosti, se pravi, tudi tabori mi smo odpravili omejitev na taborih, tako da mi smo imeli lani preko 700 mladih na taborih in tabori tudi dajejo svoje rezultate, se pravi, nekateri gredo potem na prostovoljno služenje 3-mesečno, nekateri se tudi zaposlijo v stalni sestavi, nekateri gredo v pogodbeno rezervo, skratka ostajajo v stiku. Potem predvidevamo, da bomo imeli tudi 500 štipendij. Štipendije so med najvišjimi v državi in število štipendij se tudi drastično povečuje. Potem na častniškem usposabljanju, izobraževanju imamo v tem letu še enkrat več kandidatov, tako da te številke niso slabe. Seveda pa pomeni, da bomo morali še naprej trdo delati, da je to tek na dolge proge in da bomo potrebovali še leta in leta, da bomo prišli do tistega, kar smo si tudi sami zadali kot nek cilj, ne? Ker nikoli ne bomo mogli reči, da smo čisto zadovoljni, ker če si kar zadovoljen z vsem, potem tudi ne prideš nikamor. Tako da v globalu, se pravi, velika slika kaže, da so ta hip zadeve dobre. Hvala, minister, načelnik. Vse je minister več ali manj povedal, pa se bi vstavil na zadnji njegovi besedi. Ne? Globalno in dolgoročno nam številke kažejo dobro. Ne? Zdaj seveda je vse odvisno od nas, vse skupaj, od nas, od družbe, kako in na kakšen način bomo pristopili k mladim, da je Slovenska vojska dober zaposlovalec. In to je bistvo. Bistvo je tudi to, kako nas zunanji svet vidi. Ne? In zdaj se pa vežem na tisto, kar je prej minister govoril. Vojašnicah zaprta vojska pomeni to, da nekaj skrivamo, ne, da ni v redu. Zato moramo biti zunaj, moramo se pojavljati in žal nesreče, ki so dnevne, ne, je Slovenska vojska tista, ki je zraven. Seveda, minister je govoril prej o odgovornosti oziroma o reakciji Slovenske vojske pri naravnih in drugih nesrečah. V končni fazi 37. člen Zakona o obrambi govori pomoč drugim državnim organom pri naravnih in drugih nesrečah. In to je tudi ena od naših temeljnih nalog. Ni samo obramba države in seveda usposabljanja za oborožen boj, ampak tudi to. In seveda s takimi pristopi in ukrepi, ki smo jih izvedli v lanskem letu in še leto prej, smo prišli jaz sem že 33 let v vojski in smo prišli do zelo zanimivih številk. In te številke so, minister jih je omenil, za nas izjemne. Če porečem, da smo mi lani imeli 315 vhodov v Slovensko vojsko, zadnja največja številka je bila 280. Se pravi, da ti ukrepi, ki smo jih mi izvajali v vseh teh letih, so obrodile sadove. Vojaški tabori, čez 700, minister je omenil, ne, največji tabor oziroma vsi tabori v letu, ki so bili tam okrog 320, 340. Mi smo jih imeli 727 v lanskem letu. In seveda to nadaljujemo, kar pomeni, če hipotetično lahko rečemo, 10% od tega je to 70 do 80 do 100 ljudi, ki jih lahko iz teh taborov pritegnemo k nam. Na štipendijah mladih, tako srednjo kot višjo ali pa visoko šolo, smo zdaj na številki čez 350. In smo eden najboljših, bomo rekli, po višini štipendij v javnemu sektorju. In ljudje so to prepoznali, mladi, seveda, in želijo pri nas imeti te štipendije. Seveda, mi jim omogočamo, da skozi obvezne letne priprave oziroma mentoriranja in omogočimo tudi mentoriranje, kar pomeni nekdo, ki želi se zaposliti v Slovenski vojski, je naš štipendist, ga z lahkoto mu damo mentorja in opravlja tudi neke mentorske oziroma neke pripravniške izpite. Ne samo njim, tudi vsem ostalim, ki želijo biti pri nas. Na častniški šoli, minister je tudi že omenil, mi smo v letu 2021 imeli 17 častnikov na častniški šoli. 17. Od tega jih je potem končalo 9, pač zaradi
zdravstvenih ali pa nekih drugih zgodb, pač niso zaključili tega izobraževanja. Danes jih imamo 50. In kot se pogovarjamo z njimi, so vsi, rečemo 10% jih bo taki, ki bo odpadlo, definitivno velika večina njih bo se zaposlila v Slovenski vojski. Globalno pogledamo, če bo trend tak, kot se nam kaže danes in seveda, kot sem se na začetku omenil, z nami vsem skupaj, kako pristopiti do popolnjevanja Slovenske vojske, tako na častniškem, počastniškem in pri vojakih, jaz ne vidim težav. Jaz sem ponovno, minister je pesimist, jaz sem optimist, realist, pardon. Jaz sem optimist in seveda s takim pristopom, s takim trdim delom, jaz moram reči trdim delom, mi se včasih malo v šali rečem mojim pripadnikom, da delamo prevale, naprej, nazaj, premete, nam uspeva zaenkrat, smo dobri, nismo še olimpijski prvaki, pa vendar smo dobri. Pa nismo mi edini, pogledajte, mi če pogledamo malo okrog nas v Evropi, na Arabi in kam drugam, imajo večinoma držav iste probleme pri kadrovanju vojske oziroma mladih, da pristopijo v vojaške službe. Tako da mi nismo izjema, nismo sami, je pa res, da moramo pa sami narediti pri sebi čim več, da čim več teh ljudi tudi noter prinesemo. In seveda vzgoja in vse ostalo, kar je v ozadju, jaz ne bi o tem govoril, pa vendar dobro nam kaže. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Grem nazaj. Teritorialna obramba, se spomnite, mi smo imeli teritorialno obrambo, ki je bila slonela na rezervi, je tako, z uvedbo oziroma vstopom v NATO smo to vse lepo dali na kraj, zamrznili smo tudi vojaški rok in seveda pristopili smo k profesionalni vojski, oziroma z pogodbeno rezervo v stalni sestavi. 10.000 je bila tista številka, ki je tudi v resoluciji in posod napisana. In seveda v tem dinamičnem, jaz temu rečem, okolju danes prepoznavamo, da je potrebno predvsem pri varovanju oziroma obrambi naše države se osloniti tudi na prebivalstvo, kot tako. 3. člen Washingtonske pogodbe jasno govori, najprej, ponavljam, najprej je sama država odgovorna za svojo obrambo. Šele potem pride 4. člen, pa tako imenovani 5. člen NATO-ve pogodbe oziroma Washingtonske pogodbe, ker govori o kolektivni obrambi, je tako. Torej, in seveda, ko smo o tem začeli razmišljati, in seveda jaz moram vsako leto poročati z ministrom pri predsednici o pripravljanju Slovenske vojske in govorimo o pripravljanju Slovenske vojske v vojni. Zdaj, jaz sprašujem vas, kaj to pomeni? Kdo je odgovoren za našo obrambo? Ja, mi smo, ne? In zdaj, ko se seštevaš te ljudi, ugotavljaš, da ti nekaj manjka. Kaj ti manjka? To, kar ste omenili. Neke prostorske sile, ki bi lahko, ne bom rekel, da bodo imeli dolgoročno delovanje, da bodo vzdrževali nek strašen tempo, pa vendar so tisti prvi responderji doma, da lahko v začetku neke krize ali pa tudi v nadaljevanju ohranjajo to državo samostojno in tako, kot smo jo si izborili 91. leta. Torej, prostorske sile so v nastanku, v kratkem bomo vzpostavili, oziroma v kratkem se še pogovarjamo o sami vsebini, oziroma na kakšen način bomo to naredili. Tukaj je še vrsto drugih zakonskih podlag, ki jih bo treba se dogovoriti. Če se mogoče nekdo spomne, v tem trenutku imamo samo neke številke na papirju, ki se imenuje koncept vojaške strateške rezerve, to je samo številka oziroma koncept, in mi skušamo zdaj ta koncept nekako pripeljati v realnost. Pomeni to, da bomo s 1.7. ustanovili brigado prostorskih sil, ki bo temelj za razvoj prostorskih sil v Republiki Sloveniji. Koliko jih bo, ali bo to 20.000 ali bo 30.000, je potem seveda stvar pogovora, dogovora, na kakšen način bomo to naredili. Seveda, ozadju je proti komu, zakaj, kakšne so njihove naloge, kakšno je njihovo poslanstvo. Tako da smo v nekem začetni fazi, pa vendar 1.7. bo nastanek te brigade. Brigada bo sestavljena, poveljstvo brigade iz stalne sestave in seveda z nekaterimi pogodbenimi rezervisti, ki so pač izrazili željo, da bi lahko delovali notri in seveda sestavljena bodo predvsem iz rezervnih sil.
te prostorske sile. In bodo pač usmerjene v neko lokalno okolje po vzoru, tisti, ki se spomnite, teritorijalne obrambe, pač je bila v nekem okolju skozi neke odrede jurišne in tako naprej. Skratka, gre za zametek, ne me citirati, stare oblike teritorijalne obrambe, na kakšen način lahko pripomoremo, da bo tej stalni sestavi, da seveda bo država ostala suverena, kot sem že prej omenil. Hvala lepa. Hvala. Ja, če se spomnite, sem ob začetku mandata napovedal, da bomo pristopili nazaj k teritorijalni, ne v smislu imena teritorijalna obramba, kot so nekateri to tudi interpretirali, ampak teritorijalno, se pravi prostorsko pokrivanje terena. Ker v preteklosti se je tudi sam NATO usmerjal bolj v ekspedicijsko delovanje, pravi tam nekje daleč, danes je pa realnost takšna, da se vse države zavedajo, da se treba brniti nazaj, se pravi k obrambi svojega teritorija, in mi nikoli ne moremo govoriti samo o 5. členu ali samo o 3. členu ločeno, ampak moramo vedno upoštevati kombinacijo obeh členov. In s tem namenom smo mi tudi na vladi sprejeli strateške dokumente, se pravi vojaško strategijo, strategijo vojaške obrambe in strategijo civilne obrambe, kjer opredeljujemo te parametre. Imeli smo tudi široko javno razpravo o tem in zagotovo te prostorske sile so pa tisto, o čemer smo govorili. Se pravi, da potrebujemo stalno sestavo, ki deluje v okviru NATO, ki pač izvaja svoje naloge, in pa seveda to teritorijalno, tako imenovano domačo komponento, kjer bomo mi v primeru, da smo ogroženi do te mere, da treba braniti svoje ozemlje, da bomo te sile imeli, in zagotovo se zdaj ukvarjamo veliko s to rezervo. Se pravi, rezerva je tisto, kar potrebuje vsaka vojska, in pogodbena rezerva v Sloveniji, imamo z njo tudi načrte, da bomo pogodbeno rezervo, ki jo že sedaj seveda vključujemo dnevno v delovanje Slovenske vojske, da bomo to delovanje še spodbujali in da bomo krepili to komponento, ki včasih smo temu rekli splošna ljudska obramba. Nekako ta koncept, seveda pa to ne pomeni, da se vračamo nazaj nekam v zgodovino, ampak z modernimi, sodobnimi pristopi, ampak vsaka država, ki resno razmišlja ali se ukvarja z obrambo, pač to komponento ima. En primer obstaja države, ki sicer ni v zvezi NATO, je nevtralna, in to je Švica, ki ima ta sistem izjemno razvit. To povem za tiste ljudi v Sloveniji, ki mislijo, da če si nevtralen, da pomeni, da nimaš opravka z vojsko, ne. Švica je tista, ki ta mito vrže, namreč Švica namenja ogromne denarje za vojsko in zlasti deluje tudi na tej rezervi in rednih usposabljanjih, in seveda s tem krepi lastno obrambo. Mi imamo seveda nekoliko tudi drugačen koncept, ker smo znotraj zveze NATO in mnogo dela včasih opravijo tudi, se pravi, drugi, se pravi, si pomagamo, ampak ta tako imenovani burden sharing oziroma delitev bremen deluje na tem principu, da moraš tudi sam seveda nekaj dati in nekaj opraviti svojih nalog, ker sicer bodo drugi rekli, če nimate volje, če ne storite sami nič, potem tudi mi težko pomagamo. No, in seveda eno je, kot rečeno, delovanje znotraj zavezništva, drugo je pa čisto tisto naše teritorijalni pristop, kot sem govoril že v začetku, se pravi, komu je vojska namenjena, komu služi, zakaj jo imamo.
In na prvem mestu imamo Slovensko vojsko, kot že ime pove, da je to Slovenska vojska za obrambo Slovenije, njenih prebivalk in prebivalcev, in ta novi koncept v bistvu gre ravno v to smer, da se ta komponenta še bolj krepi. Hvala. Še kakšno kratko vprašanje? Če ni vprašanj, najlepša hvala mojima sogovornikoma, hvala tudi vam, predstavniki medijev, novinarji, orkestru, big bandu, oziroma jazz zasedbi Rudijev Katji za ta prijeten zvok, ki smo ga slišali, in naj vas še vse enkrat na koncu povabim v torek 14. maja na dan Slovenske vojske. Hvala.